Današnja zvezda jutra oziroma jutranji VIP gost pa je Patrik Prelec, Primorec, včasih tudi član zasedbe Jastrebi, ki se je odpravil tudi na samostojno glasbeno pot. Patrik, dobro jutro. Dobro jutro, Sandi, dobro jutro. Kako si? Ma odlično, evo, tako dobro kafe mi je Suska skuhala, no se zgleda. Si videla, tako je ratala rdečalnička. Sem se kar popravil, prej sem bil cel zmlet, pa kar se... Ja, kateri parfum uporabljaš? A to ne vem, zdaj če lahko izdam tle. Komod? Ja, On je zlat, veš, ko pride kakor zlata. Million. 1 million. Moj mož ima istega. A res? Ej, kdaj zazvonila budilka? Ma danes pozneje kot ponavadi, tam ob eni 7, to je 6:45, drugače jaz se zbujam kar na meni 5:30, no, tako. Reden? 5, je zaradi službe verjetno, ne? Ja. Dobro. Sicer pa, kakšno jutro je zate popolno jutro? Mah, kaj sem, jaz nisem lih neki baš jutranji človek, no, tako... Ja, se zbudim, tako se moram, ne? Aha. In pa grem na šiht, drugač... Kaj sem popolno jutro? Greš, kaj si skuhaš kafe in greš dalje? Torej neko gostuješ na Robinu. Ja, to je... Zvleči se ven, no. To sem imel v mislih, ja, to sem imel v mislih. Ja, sicer kakšna jutranja rutina, ne? Ja, Robin, recimo, ne? No, tako je, še kaj, lahko še kaj dodaš. Ja, intervju na radio, Robin. To pa je kavica na Robinu, ne? Kavica, jo. Ej, in kot rečeno, si se po igranju v skupini Jastrebi odločil za samostojno glasbeno pot in zunaj je nov singel Hladna kot ocean. Jaz jo že imam v šesu, evo. Suska. Ne še. Patrik, v nadaljevanju bomo slišali Hladna kot ocean, mičkano kasneje. Ma se ti zavedaš, da imajo oceani okrog ekvatorja 30 stopinj še več? Jaz sem to malo gledal pol po tistih tabelah. Ja, odvisno, kdaj. Veš kaj, jaz bi najprej rekel eno medaljo, veliko si zaslužil uniko, je to izumil za flaške zapirati. To je res. Ja. Tako medaljo, to je pa res. Aplauz si to zasluži, ne? Verjetno pokrov. Ampak pazi, zakaj je tisti pokrov tako, ne? Zaradi oceana. Oceanov, tako. In aranžmat je delal kraški trubadur, Boštjan Pertinač, ne bomo govorili točno, kdo to je, ker vemo, ne? Tudi ne bomo vprašali, kje ga ujel, bolj me zanima, koliko terana je šlo med snemanjem. Ja, poraba se kar zviša, ne, kadar je tako, ne? Ja. Poraba je, ne, standardna krašovska poraba, tako, ne? Ja. Čakaj, glede stopin pa ocean, ja, ima 30 stopin, odvisno kdaj, ne? Je tisto ni zmeraj isto, ne? Se spremeni. Veš, kaj tako malce je kot ženska, če rečete. Ja. Da se spremenja. Je kot ti. Tako. Malo tako, malo drugače. Zakaj si se recimo odločil za samostojno kariero, potem ko si bil lep čas tudi pri Jastrebih, ne vem, več lahko daš v žep, ste se skregali, ste si preveč punci jemali en drugmi, ali kako je bilo? Ma ne, nič od tega, kar si naštel, v bistvu enostavno povedano, sem si želel delati malo bolj drugačen stil in tudi mislim, tako grobo rečeno, v navednicah se je človek malo mogoče naveliča 6 ur špilet, vsak večer 6 ur, zmerno 6 ur. Tle pa rock sceni je malo drugače špilaš tam 90 minut in je fraj, ne? In si fraj, tako. Ja. In še več pobireš, ne? Ja, to pa ne Suska, boš izbrskala, ne? Bom pogledala. Ej, če bi mogel enega zbrati v Sloveniji, s kom bi zapel kak duet, recimo? Pa recimo Jan Plestenjak, ajde. Patrik Prelec, ki te dni predstavlja svojo novost Hladna kot ocean. Špricer. Ja, Patrik je zdaj pred najtežjim radijskim kvizom v zgodovini, ki se navezuje prav na njegovo uspešnico. Suska, prevzemi. Ja, Patrik, zate sem pripravila en tak hladno-topli kviz. Si pripravljen? Ne. Ma gremo vseeno. Ale gremo. Kaj bi raje, poletje ali zima? Poletje. Definitivno. Sigurno. Ja. Kafe z mrzlim ali toplim mlekom? Brez. Ja, prej sem skuhala, brez. To zame je, lep. Ej, cukra? Cukr? Mah, mečkano se da, ne? Ma mečkano, li. Mečkano, dobro. Ja. Hladna ali topla predjed? Hladna. Hladna, kaj bi zbral? Hobotnico solati. Sem mislil, da bo rekel pršut. To je glavna. Čokolada z hladilnika ali z kakšnega vročega avta? Z hladilnika? Mislim, če ne če stopne do vse, kaj. Drugače daješ čokolado v hladilnik? Ma ne, nimam te navade. Eni imajo, ja, dobro. Ledeni tuš ali vroča kopel? Ja, če poleti ledeni tuš, ne? Odvisno kdaj. Če po zimi pa vroča kopel.
Aha, tu imaš malo tako kombinirati. Ja, sam razloženo. Japonci jo obratno delajo, ne? Ja, ka pravijo, da Tisti, ki živijo dolgo, po zimi mrzla voda, poleti topla. Je Ampak res. se Pijejo je čaj, Japonci pijejo čaj poleti, ne? Res Je res? So živijo 120 let. Eko, vroča debata ali hladna tišina? Vroča debata, a? Tako kot imamo mi zdaj. Ja. Tople ali mrzle roke? Tople roke. Sem mislila, da bo rekel mrzle, oštja. Na nadvene kvante. Ja. Hladna kot ocean ali vroča kot lava? Zdaj, Ja, zdaj Zdaj- moram reči hladna kot ocean. Ja, seveda. Ja, moram Jaz reči. sem bil že v skrbeh, Ja, da bo ja. rekel vroča kot lava. Ja, Sej z ja. nami si zaradi hladne, zaradi oceana. Ne? V nadaljevanju pa Patrik, zate še en izziv, kaj bi raje napovedal, vreme ali promet? Ujej, to pa ne vem, nisem še probo na eno na drugo. Kaj priporočaš, kaj je lažje? Jaz ti bom povedal, da boš napovedal oboje. No in poglejmo proti nebu, trenutni jutranji VIP gost, ki sem ga pozabil povabiti pred mikrofonom, pa on zdaj teče, lahko si vzame slušalke, seveda z nami Patrik Prelec, vreme, evo tukaj ga imaš. A tle preberem zdaj. Tukaj zdaj preberi. Danes bo precej jasno, jutri bo na vzhodu sončno, drugod zmerno pa pretežno oblačno, na zahodu bo rahlo deževalo. Trenutno jutranje temperature od 4 do 7 stopinj, čez dan do 11. In gremo na ceste. Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55. Na naših cestah ni težav, zato počasi in srečno še naprej. Bravo! Na Casey Show. Hladna kot špricer, oziroma kot ocean. Ma kaj si šel? Ma kaj si šel, ja, ma zakaj ni recimo hladna kot špricer, ne? Ker ni romantično, dej. To so mi že v Velenju včeraj predlagali. Veš kaj, pol je bil drugi kontekst, ne, ni isto. Ja, seveda, ni isto, ampak pazi, hladen kot špricer si bil na snemanju videospota ene prejšnjih skladb in snemanje videospota sred Ljubljane se je na koncu spreobrnilo v fajt z Zoranom Jankovićem. Suska si čula! Kaj Ti veš to? Kaj si se skreho? Ja, skregal si se z Okijem. Kje ste vi to čuli? Ma mi tu vse zasledimo, To kaj smo se je probali prikriti, kar se je dalo. Ne, to moramo mi pokomentirati v nadaljevanju. Pele so menda tudi pesti. Mi smo Ne. dobili tudi izjavo Zorana Jankovića. Maja, Ja, no, mislim, upal sem, da bo to ostalo nekako skrivnost. Ne? Ne, pri nas to mi vse odkrijemo. Sem sam, da to zbrska, jaz ne vem, z kakšnih verov. Ko je potekalo, no, jaz sem prišel prvi na lokacijo, na snemanje in tam sem tako rezerviral 3 parkinge, tako po kovbojsko za reč, sem postavil take škatle, eno za svoj, pač en avto je bil moj, drugi je bil za snemalno ekipo, tretji je bil za igralko. Ne? Tako. In pa pride igralka in še en parking je bil rezerviran v navednicah za to snemalno ekipo, ki me je klical, Timi Krhlanko, drugače je bil režiser, evo smo na parkingu. In tik pred tem, ko je bil on na parkingu, pride en Audi tam zapeljan in reče, gospod v Audi, ja, ne morete tukaj rezervirati. Ne? Se rekel, ne, se zdaj je tle, 1 minuto, bo tle, ne? Ne, gledajte, ne bova se prerekala in to in pa se neko dobro. Ok, pogledam v avto, vidim, da je noter sedi gospod Zoran Janković. Zoran Janković, si sploh vedel, da je on šerif, da je ta glaven Ljubljani? Ma najprej ga nisem prepoznal, niti pa sem videl, ko sem pogledal dobro v avto, sem videl, da je on, pa sem rekel, evo, gospod župan, za vas pa ni problema, se je vaše, ne? Ja, in potem si umaknil gajbico. Ja, pa sem umaknil gajbico in pol je prišel tudi ven in tako smo malo debatirali in pol nam je celo še počasto parkirnino. No. Torej, tako se je končalo, srečen konec. Ja, tako. No, mi smo dobili tudi izjavo Zorana Jankovića. Zoki, kaj praviš na to, da ti je sredi Ljubljane pametoval nek Primorc? Mene je žal, ampak nekateri bi res morali nekaj tafne guncati. Jutranji VIP gost na Radio Robin v sodelovanju z Kolektor Construction. Afne guncamo s temi. Ej, povej nam, kje se te bo dalo kaj slišati, videti? Ma ja, zdaj je tako v bistvu, moram reči, da so kar zagrabili tudi Štajerci moje komade, tako da imam zdaj 29. Zdaj za Martinovo počivam, oziroma ne počivam, ampak se vemo, ki bo. Privat? Ja, čakaj na krasi, je to Počivamo. ta glaven dan, Ja, to je novo praznik, leto. Ja. Počivamo ob Suedu. Poli 29. novembra začnejo te Prižigi Lučk, imam Miklavž na Dravskem polju koncert in pol še nekaj par, imam tu recimo 19. Mislim, da 19. Decembra imam Poljčane,
praznična dežela pod Počem in tako naprej. No. Bo treba se prav natovoriti in jedke gor. Ja. Sicer pa, evo, bomo decembra pričakali tudi kak božični cin hit. Veš, da mogoče nekaj se menimo tu z Boštjanom Pertinačem, ne, da bi nekaj naredili, sam bomo še videli. Ne morem, težko da obljubiti, veš. Tako. Bomo pa prvi, ko bomo zvedli, to pa. To pa vezno sami, ti boš prvi. Ta prvi bomo mi. Če ti ne povem, vem, da boš zvedel. Jaz vem to takoj. Ja, z Ljubljane dol, če treba. Hvala lepa, uspešno naprej. Hvala za vse hite, oziroma potencialne hite. Hladna kot ocean bo ratala hit, ko bo ona znala. In to bo v tem tednu, Suska. Prav, mi daš domačo nalogo. Tako. Naslednjič, ko pridem, vem, da zna celo. More vedeti celo. Okay. Lepo bodi, hvala ti. Hvala vam. Makej si šel, Radio Robi.